To sem jaz in rada se imam, spoštujem se in cenim vse, kar imam. To sem jaz in rada se imam, spoštujem se in cenim vse, kar znam. Evo, to je ena afirmacija, katero jaz vsako jutro pojem in uživam takrat. To pomeni, to me napolne in mi da elan za novi dan. Zakaj sem jo zapela? Zato, ker na 3-dnevnem vikend paketu sodeluje z menoj, ne samo z menoj, tudi z našimi ambasadorkami, draga naša zvezda Rebeka Dremelj, naša pevka, in prav je, da pokažem spoštovanje do nje in sem zapela, zato da bo povedala, a je to nekaj, kar lahko prenesem na vas in vam dam afirmacijo, ali pa da mi reče, ej Tanja, nehaj s tem, bomo nekaj drugega naredile. To je cilj nas, žensk. Da se začnemo povezovati, sodelovati, pomagati eni drugi in da nas ni sram povedati, kaj znamo in kaj ne znamo. Kajti tisto, kar ne znamo, se lahko naučimo. Če pa tega ne povemo, pa se nikoli ne moramo naučiti. In vedno imamo neko breme, ki je dobro, da ga odložimo. Drage moje, preden je prišlo do programa 3-dnevnega vikend paketa, bi rada delila samo eno majhno izkušnjo, mojo izkušnjo. V vseh teh 22 letih, kar delam, vodim, pomeni, da sem obiskala izredno veliko konferenc, kjer sem bila sama kot udeleženka in kjer sem tudi sama bila kot govornica na teh konferencah. Iskreno povedano, vsake konference sem odšla pametnejša, srečnejša in izpopolnjena. To pomeni, da sem prišla po tisto, kar sem si nekako predstavljala. Je pa res nekaj drugega, da sem pa že potem znala oceniti na konferenco, na katero grem in na katero ne grem. In na tisto konferenco, kjer je bilo zelo veliko predavateljev, samo zato, da nam pridejo pokazati malce, kako so oni uspešni, na tiste konference več nisem šla. Zakaj? Ker takrat sem prišla tudi zakompleksana domov, prišla sem zakompleksana v podjetje in sem videla, kaj vse mi ne delamo. In takrat sem rekla, to ni dobro, ne zame, ne za moje sodelavce, ampak dobro je, da nekaj dobijo in da si postavijo cilj, kako bojo to implementirali v podjetje. In najboljše delavnice so mi bile tiste ali dogodki, kjer sem lahko nekaj vzela zase in že takoj v ponedeljek začela na tem delati. In točno tako je nastal ta naš 3-dnevni vikend paket. Ko sem se odločila, da je to nekaj, kar bi želela deliti z vami, sem najprej sama, najprej še bilo to pri meni, kot moja pot, vizionarska pot, si določila cilje, katere cilje bi želela, da jih vi dobite. To pomeni, da vi to odnesete domov na naši delavnici. In prvi cilj vsekakor je bil, kako postanete boljša oseba. To pomeni prvo, kako postati boljša oseba. Drugi cilj, katerega sem si napisala, kako zgraditi odnos boljši do sebe in do drugih. Pomeni, ko se imate vi radi, ko se spoštujete, cenite in vse naprej, vas cenijo tudi drugi. Spoštujejo, imajo radi, vse enako. To pomeni, kar daješ, to dobiš. Govorimo o zakonu privlačnosti, ki ga eni še ne verjamejo, da obstaja. Tudi to bomo videli, ali to res obstaja ali ne obstaja. Bomo probali. Tretja stvar, katera mi je bila tudi pomembna, je to, kako pridobiti samozavest. Največkrat pridobimo samozavest takrat, ko upamo povedati, v čem smo dobre in tisto, kar nam manjka, kjer so priložnosti za izboljšavo. No, tukaj bomo delali na tem. Ne boste rabili povedati, ampak boste se sproti učile. In garantiram vam, da od že konec dogodka boste bolj samozavestne. Ne mislite, da sem pa jaz že skozi samozavestna. Še vedno mi nekaj manjka, ampak danes upam stopiti pred vas, vam zapeti pesem, vam povedati, kaj znam, kaj ne znam, pomeni, da delam na sebi, konstantno delam na sebi. Verjamete, da je bilo pa to najtežje. Večji kot je ego, manj upaš priznati, kaj ne znaš. Večji kot je ego, bolj delaš na koristi, na preračunljivosti in manj delaš na tem, kaj sploh želi tvoje srce. Katero točko bomo se dokaj dotaknili, ker to boste delali, to pomeni, vse se začne pri nas. In ko spoznamo to, da ne moremo spreminjati druge, da ne moremo vplivati na zakonodajo, na državo, da lahko vplivamo samo nase, takrat tudi v resnici začnemo delati polno na sebi. Potem, kako si bomo postavili cilje? Če ne znamo kratkoročnih ciljev postaviti, ne bomo znali ne srednjeročne, ne dolgoročne. Tudi to se je treba naučiti.
Če vam tega ni še pokazal, bo odlična izkušnja, ker bomo to delali v nedeljo in se bomo res dotaknili vseh ciljev, tistih ciljev, ki si jih vi želite tudi v resnici uresničiti, da se vam izpolnejo. In na koncu ena točka, ki se mi je zdela tudi pomembna, da se soočimo z izzivi, tako na osebnem, kot tudi na poslovnem področju. To ni nič kaj takega, kar bi bilo bav, ampak to je nekaj, kar nam pokaže, kje so naše priložnosti za rast. Evo, drage moje, to je program, ki sem najprej, ne program, to so bili cilji, ki sem si jih najprej sestavila, kako želim, da ve odidete iz te delavnice in kako želim, da naše strokovnjaki, kdorkoli bo sodeloval z nami, po teh ciljih tudi vam to dajo. Evo, z vami bo delalo, ko smo te cilje, ko so punce se strinjale z temi cilji, smo potem skupaj z ambasadorkami sestavili program, to pa že več ne delam nič sama, to pa že delajo vse naše drage dame skupaj z vami, zaradi tega, ker morajo požegnati, morajo videti, če je to ok, seveda podati svoje komentarje in konstruktivne kritike so dobre, ker na podlagi tega nastane odličen program za vas. Drage moje, program je namenjen izključno vam. Pomeni, kako boste lahko delali na sebi in že v ponedeljek prišle domov in začele delati na svojih ciljih. Res se veselim. Krasno se bomo imeli, ampak ne samo krasno se bomo imeli. Domov boste vzeli tehnike, dobili tehnike, orodja, kako sama sebi pomagati, da ste lahko boljša oseba, ker bolj, ko boste boljša oseba vi, bolj boste osrečevali najprej svoje najbližje in potem tudi se okoli sebe. To pomeni vaše sodelavce, prijatelje in vse ostale, katere pač vidite. Ne? Za koga je delavnica? Marsikatero vprašanje dobim in bi to tudi rada odgovorila. Delavnica je predvsem namenjena najprej osebam, ki želite rasti, osebnostno in poslovno. To je prvo. Res si bom pa želela, da vidim čim več vodij, lastnic podjetja, ljudi, ki vodite druge. Kaj ti, drage dame, če vi ne znate sebe voditi, kako boste vodile druge ljudi? In ponavadi vsi radi se poistovetimo s tem, da rečemo, kaj si želimo kot vodje, da nam je vzgled. In ko rečemo, da nam je vodja vzgled, potem tudi pričakujemo, da smo mi vzgled komu. Evo, se veselim, mislim, da smo krasna skupina. Še to naj povem, še to naj vam povem, da so se naše punce krasno potrudile in so našle vam najboljši hotel, damski hotel, samo za dame. Gremo v nov hotel, na Bled. Krasen hotel, Rose hotel. Drage dame, ne samo, da je ženski hotel, ampak je še poln energije, vse tisto, kar lahko vam da se počutite še bolj boginjo, da se počutite take prave boginje. Tako da, drage moje, čim prej s prijavami se že kar mudi, 16. oktober se počasi približuje, tako da lepo prosim, razdelili smo tudi ceno, kjer lahko vidite, koliko je cena programa in koliko je cena hotela. Hotel so vam tako naredili dobro ceno, da, dragi moji, to je samo za nas vikend paket. Za nas, da boste vedeli, da je to res nekaj, kar bo vsem nam dalo krila in elan, da bomo poletele in da bomo se bolj začele družiti, povezovati in sodelovati. Kmalu se vidimo 16. oktobra, res tako, da, drage moje, prisrčno vabljene. Res veliko se bo dogajalo, ampak predvsem to, da se bo veliko dogajalo v našo korist. Krasen dan vam želim.